Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bi želel govoriti o tem, kako energijsko zdravje naših notranjih energijskih organov vpliva na naše rezultate. To je lahko eden najpomembnejših videov, kar jih boste gledali, ne zato, ker ga jaz govorim, ampak zato, ker prinaša eno zelo pomembno informacijo. Glejte, v bistvu gre za to. Življenje je energija in od naše energije so odvisni naši rezultati. Če hočemo biti v življenju srečni, če hočemo biti zadovoljni, polni ljubezni in seveda polni denarja, potrebujemo energijo. In dejansko energijo prevajajo naši notranji energijski organi. Kaj dejansko to energijski organi so? Glede, v bistvu ogromno ljudi ko gleda pojem energije, pravi, da energijo prevajamo skozi čakre, vse te zadeve, ne, in na razne načine, različne razlage obstajajo, niti ni pomembno. V bistvu gre dejansko za to. Potem v našem energijskem telesu imamo na isti način kot v našem fizičnem telesu notranje organe. V fizičnem telesu poznamo srce, glavni organi, ne, so srce, pljuča, ledvica, vranica in jetra. Ne. Ravno tako v našem energijskem smislu imamo energijski organ srca, energijski organ ledvic, energijski organ jeter, energijski organ vranice. Ne? In sedaj dejansko ti organi prevajajo energijo. In od tega, v kakšnem ti organi stanju so, kako lahko prevajajo energijo, od tega je odvisno naše življenje. Ok, vam bom razložil. Poglejte recimo ledvica, organ ledvic, ne? Ledvica, pravimo, so vrata življenja, stvari lahko preverite pri tradicionalni kitajski medicini. In dejansko ljudje, ki imajo energijsko šibka ledvica, zelo težko, pritegnejo v svoje življenje denar. Če denar pritegnejo, ga zelo težko zadržijo. Ne? Ljudje, ki imajo šibka ledvica, imajo probleme z energijo. Dostikrat nimajo dovolj energije, težko zjutraj vstanejo, ne? So bolj nagnjeni k večerni energiji. Ne? V glavnem, ledvica so zelo pomembna. Če hočete delati biznis, če hočete imeti veliko kapitala, absolutno morate dejansko imeti močna ledvica. Ne? Potem gremo recimo na organ srca. Energijsko gledano organ srca. Če je naš energijsko organ srce šibek, potem imamo problem z našo vizijo, problem imamo z fokusom. Težko se, dejansko nas je strah, bojimo se nekih izzivov v življenju. Ne? Ker v bistvu kdor ima blokirano srce, če energija ne teče, tudi odnosi so problematični in tako naprej. Ne? Potem, če gledamo organ pljuča so povezana z navezanostjo. Če imamo šibka pljuča, se zelo težko ločimo od starega, smo navezani na staro službo, navezani na starega partnerja. Govorim o tem, če stara služba in stari partner nista v redu in bi jih morali na staro življenje in bi morali te stvari zamenjati. Ne. Zelo težko se premaknemo naprej. Pljuča so povezana z otožnostjo, z žalostjo. Ne. Potem jetra so povezana z jezo. Ljudje, ki imamo očala, ne, jetra in oči, očala, ne, to je znak, da imamo problem energijsko z jezo. Ne. Lahko bi šel naprej, še te organi so povezani tudi elementarno. Ne. Srce je ogenj, pljuča so kovina, ne, ledvica so voda, vranica je zemlja, jetra so les, ne, in tudi vsi ti elementi morajo biti v življenju v ravnovesju. Ok, ampak v bistvu, zakaj so zdaj te stvari pomembne? V osebni rasti večinoma govorimo, da moramo spremeniti naš mindset, naš način razmišljanja, ne? Da moramo spremeniti svoja prepričanja, da moramo spremeniti svoje podzavestne programe. Ampak moramo razumeti, da dejansko
mi ko se rodimo, pač se rodimo najprej z določeno kapaciteto energije, ki je ravno tako pač porabljamo dnevno, to je ena druga zgodba, o kateri bom drugič govoril, ne? Ampak dejansko rodimo se ravno tako z nekim stanjem, nekih, bom rekel, naših organov, oziroma ko rastemo, pač energija obnaša, bomo rekli, naše življenje, vse, kar se dogaja, vpliva na naše življenje in na neki način se že rodimo taki, ne? Ker pač v življenju, ko se rodimo, vsak ima svoj izziv, svoj test, svojo lekcijo, ki jo mora naučiti, ne? In nekdo, ki se rodi z šibkimi ledvicami, potem, bom rekel, privabi v svoje življenje dogodke, okoliščine, ljudi, ki še dodatno poškodujejo ta ledvica. Potem recimo, poglejte, isto je s pljuči, ne? Rodimo se z poškodovanimi oziroma šibkimi pljuči in smo potem zaradi tega žalostni, navezani v bistvu in tako naprej, ne? In ko smo, recimo, če se dotaknemo samo žalosti, ne? Ljudje, ki imajo šibka pljuča, so bistveno bolj senzitivni za nekatere stvari, bistveno bolj se odzivajo, bistveno bolj so, bomo rekli, tudi žalostni, ne? In če smo mi žalostni, potem pritegnemo v svoje življenje še neko žalostno energijo, če temu lahko rečemo, ne? In dejansko ta žalostna energija še dodatno poškoduje naša pljuča. In potem se vrtimo v začaranem krogu. Isto srce, pač, če se rodimo, ko se rodimo z šibkim srcem, pomeni, da pač težko se fokusiramo, težko vidimo jasno vizijo, koncentracija, pogum, vse te stvari, ne? In dejansko zopet pritegnemo dogodke, ljudi, situacije, ki še dodatno poškodujejo naše srce. In potem se zopet vrtimo v nekem začaranem krogu, ne? Mimogrede, za tisti, ki ste starši, imate otroke ali pa tudi za vas same, ne? Ljudje, ki imajo težave z koncentracijo, z sedenjem na mestu, ne? Dostikrat pač starši se bom rekel, potožijo, da otroci nimajo pač miru, da ne morejo sedeti, da se ne morejo, bom rekel, učiti, da jim nič ne gre v glavo, da so razpršeni in tako. To je vse povezano z energijsko šibkim srcem, ne? Ok, v redu, rekli smo zdaj tukaj pač mi imamo te organe, ki privajajo energijo, ne? In od tega, kako energijo prevajajo, od tega potem odvisno, kakšno energijo mi vibriramo, in od tega so odvisni naši rezultati, ne? In če so organi poškodovani, so tudi naši rezultati omejeni. Nekdo, ki želi pač zgraditi veliko podjetje, dejansko mora imeti močno srce, in če močnega srca ni, kaj ne naredi? Energijsko ga mora ojačati, razumete, ne? To pomeni, da ljudje se rodimo, prvič moramo razumeti, da se ljudje rodimo različni, kako to vemo, ja, po rezultatih. Ljudje imamo različno kapaciteto energije, različno zdravje organov, ne? Tako da v bistvu en pokazatelj recimo je tudi recimo ledvica, šibka ledvica, ljudje, ki so zelo moški in tudi ženske, ne, ki zelo hitro osivijo, imajo šibkejša ledvica, ne. Vse te stvari so povezane, ne. To pomeni, da na začetku sem govoril, ne, pri osebni rasti poskušamo spremeniti svoje prepričanja, poskušamo spremeniti svoje podzavestne programe, uporabljamo razne tehnike, NLP, reprogramiranje, afirmacije, ne. Ampak v bistvu vse to nam nič ne pomaga, oziroma nam pomaga samo delno oziroma v omejenem obsegu, če imamo mi poškodovane naše organe. In dokler mi teh naših organov ne regeneriramo, dokler mi teh naših organov ne ojačamo, ne, dejansko funkcioniramo omejeno. A razumete, ne? Zato, ker v bistvu, prejte, lahko je, bom rekel, ta hardware tukaj, elektronika, naš mindset, ne, je lahko super, ampak če dejansko tukaj podvozje in vse skupaj funkcionira, bremza, zavira, je problem. Dostikrat se čujem ljudi, ki mi potožijo, prejte, delam ogromno, karkoli naredim, mi denar uhaja izpod rok, ne? Nekako vedno mi izpolzi, ne? In problem je tukaj v energijskem organu ledvic. Če se teh ledvic organa ne ojača, ne, potem dejansko smo ves čas, bom rekel, nekako
obsojeni na neko vrtenje v krogu in vse čas obsojeni na neke rezultate. Sedaj, kako pa lahko ti organe regeneriramo? Organe regeneriramo v stiku z energijo. Ko se predamo, energijski pretok je ena izmed takih tehnik, ki jo tudi jaz učim. Če bi vas zanimalo, me kontaktirajte. Ko smo dejansko mi v kontaktu z zdravilno, novo, svežo, močno energijo, nas ta energija zdravi, nas ta energija regenerira. Ta energija potem, organe pomladi, najprej jih pozdravi, zaceli, pozdravi in potem naslednja faza je celo, da jih pomladi. To pomeni, da z tehniko lahko dejansko popravimo trenutno situacijo in jo še izboljšamo. Če želite narediti nov začetek, če želite dati življenje, si dati novo priložnost, če želite postaviti svoje življenje na katerem koli področju, ali je to na osebni rasti, ali je to v partnerstvu, ali je to v poslu, na višji nivo kot kdajkoli prej, morate zamenjati svojo energijo in dejansko regenerirati svojo energijo in s tem povezani te naše organe. Poglejte, v bistvu mogoče še en primer, da boste lažje razumeli. Jetra, ko smo jezni, ko norimo, potem nam paše mastna hrana, nam paše nezdrava hrana, in ker na ta način v bistvu mi pomirimo to, da nam dejansko jetra norijo, da nam ti naši notranji organi, norijo. Vse te stvari so povezane in to je dejansko zelo pomembno. Ker moramo razumeti eno stvar. Človek je kompleksno bitje in če mi ne delamo na vseh področjih, ogromno ljudi dela samo na umu, dela samo na glavi, na razumevanju, na znanju, na informacijah, na razmišljanju. To je en del. Potem so ljudje, ki se ukvarjajo s športom, fizično telo, prehrana, zdrava prehrana, korenčkov sok, vse te stvari. Vrhunska zadeva, veganska, vegetarijanska. Ampak v bistvu potem je pa še energija. Naša energija, zdravje naših notranjih organov, potem so naše notranje energijske blokade, naše poškodbe, naše ranice. Vse skupaj dejansko in pa potem, da ustvarimo še poleg tega, da najprej vzpostavimo, popravimo, vzpostavimo ravnotežje, da dejansko zgradimo vizijo za jasno pot, za jasen razvoj in da zgradimo podporno okolje, ki nas podpira v razvoju, in potem dejansko ni da ne bi imeli, da dejansko ostanemo brez rezultatov. In ti notranji organi in zdravje notranjih organov, to je mogoče novejša spoznanja. Na vzhodu te stvari poznajo že tisočletja, ampak na zahodu teh stvari malo manj poznamo. In dejansko dostikrat se znajdemo v neki situaciji, kjer dejansko hočemo rezultat, delamo vse, mislimo, da delamo vse pravilno. Mislimo, da nas podzavestni programi blokirajo, se reprogramiramo in vse živo delamo. Izobražujemo nove informacije, lahko tudi coaching in vse to. Ampak vse te stvari ne pomagajo, če nas naši notranji organi, ki prevajajo energijo, blokirajo. Lahko imaš še tak mindset, recimo se ukvarjaš s športom, treniraš, greš k psihologu, zgradiš si mindset, zmagovalno miselnost, ampak potem te izda srce. Srce ti začne biti, v bistvu se treseš, začneš se znojiti, nisi naredil rezultata. Greš na poslovni sestanek, nimaš prave energije, sam sebe zablokiraš, zopet ni rezultata. Si v partnerstvu, ti potegne neke stare probleme, ti aktivira jetra, nekontrolirano uskipiš, znoriš, lahko pokvariš partnerstvo, lahko pokvariš odnos, lahko pokvariš vse to. In dejansko energija je prihodnost. Raziskava
energije, energijskih procesov, energijskih organov, kako vse te zadeve delujejo. Dejansko v prihodnosti bo svet prepoznal, da je to najbolj pomembna stvar. Ne. Vse ostale stvari so posledica samo. Ne. Ko ti imaš energijo, ko ti delaš na energiji, ko imaš te stvari vse v harmoniji, potem pač ostale stvari se poklopijo in delajo. Tako da v bistvu to je bilo eno tako, zakaj je pomemben video, zato ker pač je meni spremenil življenje, ker sem jaz razumel, kaj se dogaja z mojimi ledvicami, zakaj imam jaz problem v mojem poslu, zakaj imam probleme v partnerstvu in na teh področjih, na financah. Ne. In dokler nisem tega pozdravil, pač sem se vrtel v krogu in nisem našel rešitve. Ne glede na to, koliko sem se izobraževal, ne glede na to, koliko sem vlagal vase na vseh teh področjih, jaz se pač celo življenje ukvarjam že z športom, lahko rečem vrhunski športnik, že celo življenje. Tako da v bistvu energija, energijski organi, zdravje in vpliv na naše rezultate. Potrebno jih je pozdraviti, regenerirati, ojačati in dejansko potem lahko gremo naprej. To je bilo moje sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite v dobri energiji in se kmalu zopet slišimo.